Namen našega projekta je izoblikovati magistrski program za boj proti nasilju na podlagi spola. To je program, ki je nastajal v tesnem sodelovanju z našimi partnerskimi univerzami v 3 državah Latinske Amerike, Mehiki, Peruju in Kolumbiji. Ta program ne more biti bolj aktualen, kot je. Nažalost, živimo v času eskalacije vseh oblik nasilja in v času, ko kljub formalni enakopravnosti spolov še vedno ni dosežena neenakopravnost, niti je odpravljeno nasilje na osnovi spola, predvsem nad ženskami in deklicami. Torej, živimo v času, ko nasilje ni obroben pojav, ampak postaja dominanten princip komunikacije v svetu, kot vidimo, in nažalost tudi zelo pogosto med spoloma. Torej, širši namen tega projekta je odgovoriti na nekaj, kar je dejanska težava v današnjem svetu. Torej, naš magistrski študij ponuja 2 najpomembnejše stvari. Prvo, znanje na področju razumevanja, zakaj, kakšni so mehanizmi nastajanja nasilja na podlagi spola, in tudi mehanizmi odpravljanja, preprečevanja tega nasilja. Pri tem je važno povedati, da gre za zelo interdisciplinarni program, torej program, ki ponuja znanja iz različnih disciplin, sociologije, ekonomije, prava, medicine, da je nastajal v sodelovanju z lokalnimi partnerji, torej z inštitucijami, katere delujejo na tem področju v latinskoameriških državah zelo dolgo in nekatere z veliko uspeha. Mogoče pa je tudi zelo vredno v tem projektu poudariti, da gre za projekt, ki je nekako na teh univerzah katalizator tudi drugih pomembnih sprememb. Torej, 7 univerz, s katerimi sodelujemo, so ga uporabili tudi kot nekako spodbudo za spremembe v izboljšanju lastne kakovosti. Torej, pri tem, da se internacionalizirajo, digitalizirajo, spreminjajo načina dela in tudi kultura. In pri tem smo se tudi mi, sodelavci in partnerske univerze iz Evrope, marsikaj lahko naučili. Torej, področje nasilja nad ženskami in dekleti je žgoče vprašanje in res velika težava, velik problem v Latinski Ameriki, eni zelo mačistični družbi, in čeprav je to univerzalen problem, v nekaterih od držav, v katerih delujemo, so številke najvišje. Torej, pojav je zelo žgoč in se prav tako, kot je pojav velik, veliko institucij, vključno z univerzami, zelo s srcem in zelo aktivno ukvarjajo z bojem proti nasilju nad ženskami in dekleti. In smo se tukaj učili, kako univerze, tudi z našim projektom, dejansko želijo veliko družbeno spremembo. Dejansko se bojujejo za spremembo nečesa, kaj je res dejanska velika težava. Torej, družba, katera temelji na nasilju, ki ni varna za ženske, ampak tudi za moške. Torej, ni odsotnosti strahu. Ta strah, ki je prisoten, je nekaj, proti čemu se borijo, in lahko smo se tudi mi učili, da ne gre tukaj za sprejemanje določenih formalnih postopkov ali formalnih pravil, ampak gre za dejansko vključevanje velikega števila ljudi v iskanje poti spremembe. Recimo, ena stvar, ki smo videli na Univerzi Magdalena v Kolumbiji, je bilo to, da organizirajo obvezna izobraževanja za kulturo nenasilja za vse zaposlene na univerzi, kar se recimo na naših univerzah v Evropi ni za pričakovati, da bi se zgodilo. Torej, ta odsotnost formalizacije in prisotnost dejanskega zagnanega delovanja, to je nekaj, kar smo se lahko naučili.
Torej, poleg tega, da smo izoblikovali ta magistrski program, menim, da je ta magistrski študij in tudi način, kako ga vidijo partnerske univerze v Kolumbiji, prispeva tudi širši družbi. Prispeva s tem, da krepi nekaj, kar nam danes manjka in da opolnomoča strokovnjaka, predvsem na področju boja proti nasilju na osnovi spola, ampak tudi ustvarja protivtež temu, kar se danes zdi kot en prevladujočih, res žgočih problemov naše družbe, in to tukaj globalno in tudi v Latinski Ameriki, zdaj z naraščajočimi pritiski vojne, eskalacijo nasilja na vseh ravneh, nasilja v komunikaciji, nasilja v političnem delovanju. In to vedno v zgodovini prenese tudi nasilje, prispeva tudi k eskalaciji nasilja v zasebni sferi, in predvsem nad ženskami in nad dekleti. Torej, mi kot univerza tukaj delamo svoje poslanstvo, borimo se proti temu z načini, s katerimi se lahko borimo, torej z ozaveščanjem, z pridobivanjem ali prenašanjem znanja na tem področju. In to, kar je ključno pri tem znanju, je razumeti nasilje na osnovi spola kot strukturen družbeni problem. Torej, to ni problem, čeprav so predvsem žrtve deklice in ženske, ampak žrtve so tudi nasilneži, torej tudi moški in fantje, katerim se z dominacijo principa moškosti utemeljenega na goli moči in nasilju krade možnost, da živijo bolj uravnovešeno, bolj zdravo, bolj varno življenje. Torej, če se pričakuje nasilje kot način utrjevanja moči, bolj se onemogoča druge komunikacijske pristope, druge načine, kako biti moški, kako biti fant, kako biti privlačen, kako biti močen. Torej, prispevamo k temu, balansiramo, torej odgovarjamo na to, kar se zdi kot sedaj prevladujoči princip delovanja, z odpiranjem možnosti drugačnih moškosti na komunikaciji, na argumentih, na znanju utemeljenega opolnomočenja ljudi, moških, žensk, in s tem k varnejši družbi, k boljši družbi, ki je boljša za moške, za ženske, za vse nas. In s tem, pravim, v Latinski Ameriki to postaja zelo jasno in slišimo, vidimo njihovo prizadevnost pri tem, da tovrstne projekte, mi smo mogoče na začetku bili tudi presenečeni, kako veliko profesorjev in profesoric in vseh drugih udeleženih, socialnih partnerjev, delodajalcev so zainteresirani za ta projekt, ki se mogoče zdi kot nišni, en projekt od mnogih, en magistrski študij. Ampak gre za veliko več. Gre za to, da se na ta način s promocijo tovrstnih projektov daje en odgovor, da obstaja možnost drugačnega urejevanja v družbi.